če imaš dober dan, dober koncert, je tu lahko ful boljš, ne. Če imaš pa slab dan, je tu pa lahko ful slabš, ne. Nismo sprogramirani v te naše komade, ampak jih tudi delamo nekako tako, da dihajo. Nimaš potrebe, da bi menjal kitaro. Ne, absolutno ne. Samo malo kosmata rata včasih. Malo sem je oblekel, ja, eno oblekco sem ji dal. Mi smo si vzeli 2 tedna studija v Angliji, brez da bi imeli kjerkoli komad pripravljen. Pa zdaj, smo bili dobri, ali smo bili ful dobri, ali smo bili pa ful dobri. Mi se skozi gibamo nekje med to pop, pa malo mogoče kaj alternativnega, to, kad sem enkrat rekel, naj ga neham kopirati. Gregor Strasberger, glasbenik, pevec, frontman skupine Murphy, pa tudi novinar, saj po izobrazbi, športnik in ne na koncu Novomeščan, je gost našega podcasta Dolenjskega lista. Še igraš tenis? Ja, zdaj sem začel zadnje 2 leti spet igrati. In gre? Ja, v bistvu mi gre super. Je kaj ostalo iz otroštva? Travme. Pa jih zdraviš zdaj s tem? Ja, ne, zdaj ne. Sem kar nekaj cajta, nisem mogel sploh igrati, ker mi je pač bilo malo, ne vem, malo se mi je zamerilo malo, ne veš, ker sem vsak dan igral, pa tako. Ker si vsak dan igral, ali to ta trema malo tako, ja, tekmo? tekmovanje pa to, ja, ker sem bil neki, nisem bil ful dober, ampak tako, ja, ni mi bilo pol nekaj časa za igrati, zdaj mi je pa spet gušt, pa malo bolj rekreativno, pa... Izkoristiš tisto, kar imaš vse prav. Ja. Kako pa bil si mladi športnik, pa tako, kako si sploh zašel v glasbo? Ja, nekako simultano, pol na koncu osnovne, ali pa, ja, sem začel malo kitaro igrati, pa tako hotel sem bobne, ampak sem pol kitaro zaradi zvočnih, jakostnih razlogov. Bobne je igral tvoj sošolc, ne pa... Ja, mislim, bobne so igrali oni, ki so lahko bili glasni, ne. Ampak v bistvu, ja, tudi jaz grem zdaj kdaj bobne igrati, ampak pa sem pač začel kitaro in sem se učil in nekaj, potem pa malo sem spet nazaj bolj tenis igral, pa pol malo kitaro, no pol v srednji šoli smo imeli pa prvi zares band, Crossfire. Crossfire je bil prvi zares band? Nekaj ste imeli pa še predtem, ne? V osnovni šoli smo imeli še kao Grms, smo se nekaj imenovali, ker smo pa igrali v bistvu na šolski predstavi. Tako smo imeli 3 špile. Tako da mogoče uradno bi bil to prvi band, ja. Ja, pa Crossfire, tam ste pa že na televiziji nastopili, ne? Ja, tudi, ja, v neka oddaja bila Glasbiator, mislim, da se je reklo. Kao bitka bandov. Tisto pa neko nedeljsko popoldne neki. To pa ne vem, če smo prišli do tja. Mislim, da je bila, kakor se spomnim, je bila to neka oddaja kao bitka bandov in potem smo bili mi pa še en band, pa smo takrat zgubili, čeprav smo bili čisto subjektivno boljši. Ampak ja, no, takrat smo bolj, to so bile prve izkušnje s snemanjem, z nekimi špili, ki smo jih imeli sicer več ali manj po Dolenjskem, imeli smo celo, ja, en špil smo imeli pol v Ljubljani celo, pa v Kopru in to je bilo že za nas takrat wow, ne. Ja. Kilometrino si pa nabral si s Greg in Domine, ne? Ja, tiste je bilo pa... Je bila pa že kar resno zasedba, ne? Šolani glasbeniki zraven in tako, ne? Ja, tiste je bilo zastavljeno v bistvu čisto tako, da igramo priredbe in da igramo na pač zabavah, takšnih in drugačnih procesijah. In takrat smo res veliko igrali, takrat sem se prvič v bistvu srečal s tem, da je skoraj vsak vikend koncert in da se gre po celi Sloveniji in da prideš na nek dogodek, v nek klub, nek karkoli že in takrat smo si res nabrali kilometrine, pa tudi je bilo zelo drugače kot cover band igrati, ne, si imel malo drugačno vlogo, tudi jaz, ne, potem, ko smo prešaltali, potem vmes nazaj v Murphy, ne, in smo začeli avtorsko spet delati, je bil tak precej drugače, no, ko igraš avtorsko ali pa če igraš coverje, ne. Kilometrina je pa pomembna pri tem, ne? Ja, absolutno, ja. Koliko ljudi je bilo 21. marca v Media centru? Ja, 3000. Z varnostniki, vred. Ste bili kar veseli, ja? Ja, smo tudi prvi praznik oktobra 2023 razprodali še v bistvu lažje. Zdaj se mi zdi ta postkoronski hype za koncert in množično, ja, je malo popustil in smo pač še zmer razprodali, ampak malo težje in tudi malo so drugačni časi in sem
smo bili na koncu zelo veseli, da se je še zmeraj to zgodilo in smo si dokazali, da imamo to publiko, da pač je še vedno dogodek, naš koncert, na katerega ljudje pridejo poslušati in je bil zelo uspešno. Nova plošča je bila tam, Hello, je bila tam uradno prvič predstavljena v živo, ampak ste naložili že prej na te platforme glasbene. Kako to? Ne? Da smo lahko to že prej poslušali. Ponavadi je se to tisti trenutek, ko je uradna predstavitev, da gor. Zdaj različni so zdaj strategije tega, kako boš ti plasiral določen album pa določen koncert. Mi smo si želeli izdati prej, zato da tudi, ko igraš potem komade prvič v živo, da je folk ima že podlago, da jih lahko sliš, da se jih lahko, imamo veliko sledilcev, oboževalcev, ki se zelo hitro naučijo komade na pamet in tako se je tudi hitro pokazalo, kateri komadi so ful dober del, praktično prvič v živo odigrani. Ne. In zdaj ne vem, nekateri glasbeniki celo, pol leta prej izdajo album, pa napovejo veliki koncert, da se res te komadi učuhnejo, usedejo v zavest. Po novomeško učuhnejo. Učuhnejo v ušesa ljudi. Tako da so različne strategije. Zdaj, album, vsak pri nas je bilo tako do zdaj, vedno rabim nekaj časa, da res pride v podzavest ljudi, tako da po mojem najljubšem, čez eno leto, recimo, če bomo spet delali praznik, bo zares ta album zacvetel, oziroma na nivoju, kjer pač si prejšnji album zdaj, recimo. Ne. Ja, pa tudi v bistvu pri nekoliko bolj zapleteni glasbi je pogosto se zgodi to, da ko ploščo poslušaš prvič, ti ne deluje, in jo moraš večkrat poslušati in zdi se, da je tudi Hello taka glasba, da je treba večkrat poslušati in potem ti pride noter in potem ti všeč. Ja. Kaj pravijo poslušalci drugi? Ja, mislim, da so tudi že navajeni pri nas, tisti, ki nas poslušajo. Sicer se mi zdi, da je ipak morda za odtenek manj naporna kot prva 100%, ampak tudi nekaj komadov smo že prej izdali, ki so že na plošči. Mi se skozi gibamo nekje med to pop, pa imamo mogoče kaj alternativnega, ampak v smislu, ritmi ali kakšne bolj zakomplicirane misli, ki so mogoče celo ne bi rabile biti, ampak mislim, igramo tisto in delamo tisto, kar je nam dobro na koncu, prvi vrsti mora biti. Ja, če poslušaš eno za drugo, Story, vse, pa potem Hello, prihaja, se razvijate, se spreminjate, tudi na Hello so komadi različni med sabo, ni čas na kakšni plošči so komadi kar en drugmu podobni, pa vsi isti ritmi, podobne melodije, tle je pa vsak drugačen. Ja, tudi se mi zdi podobno z onim našim drugim albumom, tako da v resnici forma je podobna, ker smo si takrat prvič pustili žanrsko v kjerokoli smer in praktično delati komade in na način, da nam res dogajajo in ne glede na to zdaj, kaj bo kdo rekel, kaj bo kdo slišal, kar je pač mogoče za nas dobro, ker je zmer nekako so stvari fresh, pa neprevidljive, pa res imamo veliko svobode izražanja in tudi ne omejujemo se kaj dosti. Je pa večjezična, ne? Ja. 2 let nazaj si napovedal, da bo naslednja plošča v angleščini. Mal je, ni pa? Ja, takrat to so eno obdobje, ki smo zajadrali v London in tudi tam najdel smisel v tem, da ustvarimo v angleščini. Potem smo videli, kaj pomeni tujina, pa koliko denarja gre za to, pa da, mislim, sigurno neka pot, ki obstaja še mogoče na drugačen način, ko smo se mi na začetku zastavili, ker smo pač bili gor in zapravljali praktično ves denar, ki smo ga imeli za to. In ko smo bili gor, je bilo smiselno, da ustvarjamo v angleščini. Zdaj, ko smo nazaj tukaj, je tako malo, zakaj bi zdaj v angleščini ful. Tako da imamo na lagerju še komade iz tistega obdobja, ki smo jih ustvarjali tam v angleščini. Nekaj smo jih dali v slovenščino, ki so na plati tej, nekaj smo jih pustili v angleščini, nekaj jih imamo pa še na lagerju.
Tam je bila posebna izkušnja, ne? Tam ste z Aleksandrom Meškom ste Aha, sodelovali? to je bilo tudi, ja. Ja. Kako je bilo, bi rekel, z neko tako legendo, pa toliko starejšim gospodom sodelovati, tudi glasbeno ste si različni, ne, zvrstno. Kako ste se pa mende super ujeli, ne? Ja, on je legenda, itak, midva so se spoznali prvič že takrat na enem dogodku, ki smo nastopali še z Hamotom, pa z Guštijem, pa z Rudim Bučarjem, smo neke kitare igrali. No, takrat smo se spoznali, kakorkoli. Se mi zdi, da zelo malo ljudi ve, da je kaj on vse v svoji karieri naredil in ustvaril in kaj se mu je dogajalo. On je živel v Londonu, mislim, da okoli 40 let. Gor je pisal za Island Record, komade za velike zvezde in tako naprej. In je on en model, ki se mi zdi, da bi mogli vsi več vedeti o njem. Mogoče upam, da bo kdaj kak dokumentarc o njem posnet. No. Ampak ja, takrat, ko smo bili mi v Londonu, je vedel, da smo gor in je prišel in je zorganiziral, da se posname v bistvu v tem stolpu od King Cross postaje, noter smo bili na vrhu še z enim kvartetom. Ja, godalnim kvartetom, ne? Ja. To je bila tudi izkušnja, pa tale, kaj je že vaš komad, ki ste ga za novo leto posneli, Ron, ne? To s klasičnimi inštrumenti, s simfoničnim orkestrom, kako je pa to delovalo? Ja, to je pa en komad, ki je bil že od ful nazaj, ki smo naredili nekaj zajbancija in pol je Žare itak nema čas. To je Ron. Ja, Ron. Ja. In Žare ima itak čas kakve ideje in je rekel, dajmo tu temu Leonu Firštu, ne, on je zdaj tudi en od teh mlade generacije, v bistvu aranžer, ki je trenutno za moje pojme najjači v Sloveniji, ne, nov Privšek, kakorkoli. In ja, in on je... Pa močno besedo. Ja, ne, sej, mislim, kogarkoli boste vprašali, se mi zdi, da bo vam isto povedal. In je, ja, in sem rekel, da je kaj, če bi ti tle naredil nekaj aranžma orkestralni za ta komad in ga je pač naredil, čez en teden je poslal in nam je bilo všeč. Vi ste svojevrstna družina, Murphy, ne? Ogromno se družite, pač prihajate z mnogo mesta, delali ste v Ljubljani, plac, ste že pospravili plac? Ne, mislim... Dobar je. Delujete tako, pač se družite, ste prijatelji, ste bratje, se skregate, pač, ko bi bili družina prava, ne? To se vidi tudi na glasbi vaši. Je to še tako, ali ste zdaj že, mislim, imate tudi vsak svoje projekte, recimo Tomi, ima en kup svojih stvari, Lenart je sploh šel v druge projekte, vas je zapustil? Ja. Ti je žal še za njim? Mislim, ja, Lenart je bil... Ja, Lenart je bil del družine itak, ne, mislim, sej nismo se nadskregali, pa ni nobenih nekih zamer. Pač ja, šel je na svojo pot, ker je tako čutil in tudi ni lahko pač biti zdaj ne, v nekem takem bendu in je en kup enega odrekanja in ja, tako da pač šel je na svojo pot in ne, absolutno mu želim vse najboljše, ne. Zdaj, kar se tiče pa nas kot band, se mi zdi, da to, kar si povedal, drži, torej smo pač družina, toliko časa smo že skup, so bila obdobja, ki smo živeli skup v placu ali v Londonu ali v studiu, res smo, ne, in zdaj družimo se tudi, ampak tukaj imamo tudi stvari za band, v bistvu se, ne, ni zdaj neke blazne več potrebe, da se ful družimo še v prostem času, ko smo praktično vsak drug dan skup, ne. Tako da, ja. V Angliji je pa to danes drugačno in ste bili, mislim, neki posebneži so vas prišli gledati, občudovati, kako lahko nekdo funkcionira kot band, živi kot band. Ne? Recimo, ne vem, če si gledal dokumentarc o The Bandu, o kanadskem bandu, ne, kako so, oni že v tistem času so bili nekaj posebenega, tudi oni so bili družina. Jaz vas vidim nekje. Vse, oni so meni ful vzorniki, kar se tiče glih tega, kaj pomeni imeti band. Ne. Jaz vem, ko sem gledal ta dokumentarc in so živeli v hiši The Big Pink, ne, in so bili tam boysi in so delali muziko po cele dneve. In to je bilo meni, že takrat sem si to ful želel in smo si nekako približno nekaj tazga ustvarjali. Ne. Imeli to srečo, da smo lahko in da smo se najdali taki boysi. Ne. Ja. Ste še indie band?
Mislim, tehnično gledano ja, ker pač smo independent, ne, torej nismo pod nobeno založbo, tako da ja, zdaj, kaj pa pomeni to po zvrsti, pa tudi to zelo širok pojem. Širok pojem, preširok. Ja. Uh, Ampak, sorry, ja, prej si se vprašal glede Anglije pa tega, ne. ja, še to, ja. Se pravi, ko smo prišli tja, smo itak pač, ne, nam je dogajalo vse in kar smo opazili pri tisti sceni je, da v bistvu da smo posebni, predvsem zaradi tega, ker smo se tukaj razvili skupaj in ustvarjali in ustrajali in ne, praktično živeli skupaj in tega res, to res ni, mislim, to je redkost, no, kjerkoli območje bi jaz rekel in to se pozna predvsem pač pri igranju live pa pri tem, da si nek community ustvariš, ker tam je, se mi zdi, tako veliko bolj projektno vse skupaj. In mi smo prišli tja praktično brez, mi smo si vzeli 2 tedna studija v Angliji, brez da bi imeli kjerkoli komad pripravljen. Mi smo šli samo v studio in smo pa jamali in unim ni bilo nič jasno, kaj se dogaja. Iz tega nastajala muzika. Ja, in pa smo unim, kaj vi delate tle, in mi jamamo, še kakve frende poklič, pa naj pride in pa je kar folk letavo, muzičari iz une scene in smo imeli kar pa vsak dan nek jam, pa nek folk letavo in ja, in pa mislim, tako meni je bilo res dobra izkušnja. Kako je nastal Murphy? Ti pa Domen? Ja, jaz pa Domen v osnovi sva bila. Ampak niste imeli te sreče, da bi Domen nastal, je šel naprej, Ja. v tujino študirati glasbo seveda. Ne? Kakšna bi bila vaša glasba, če bi Domen ostal z vami? Recimo, da bi šel na Nizozemsko, da bi tam magistriral na Jazz Akademiji, ampak bi še zmeren z vami, kakšno glasbo bi danes igrali? Jaz, itak zelo težko bi on bil tam in še vedno z nami igral. Ne. Že, ampak Ja. Ampak da bi, ja, teoretično. ja, teoretično bi bilo po moje dosti bolj bandovsko v smislu, se pravi, on je v osnovi jazzer, ampak je zelo odprt v vse druge žanre, ne, in ima tudi en svoj vrsten stil, verjetno bi predvsej drugače igral, no. Pa tudi, predvsem on je basist in tla je rock, kjer je pač Saksofonist, pri tudi, Crossfire je tudi ja, saksofon seveda, igral, tudi ne? saksofonist, ja. Oziroma v osnovi je saksofonist. Ja, ne? začel je kot saksofonist, ja, in je tudi se izkazal v vele hitu enaka, ne. Ampak ja, jaz mislim, da zdaj takrat, ko smo začeli, smo imeli ful podobno vizijo itak in meni je bilo takrat zelo žal, ko je šel in smo bili v tem nekem vibu te prve plate Story, ki je on tudi prišel in smo bili v tem fazonu, ne, tako da zdaj nimam pa blage veze, kam bi se to razvilo, če bi on ostal, ne. Kar se tiče Story, ne, takrat vas je pod svoje okrilje vzel Tokac. Ja. Ne. Všeč ste mu bili, v glavnem videl je potencial v vas in je bil navdušen. Ne. Ja. In kaj vam je dal Tokac? Ja, Tokac nam je dal predvsem to insiderski pogled v to, kaj pomeni band, kaj moraš narediti za to, kaj pomeni neka delovna etika. Pokazal nam je in band predvsem mogoče, kaj pomeni biti, se pravi, songwriter, kako se izražati, kako, da je to pač stvar, ki jo lahko počneš in to je čista osnova, kar se meni zdaj najprej na pamet pride, ne, ampak se mi zdi to ful pomembno, da imaš nekoga v življenju, ki pride pol mimo, ki v bistvu dela to, kar si ti želiš in ti pokaže, da se da in kako in kaj, nek know-how nam je absolutno dal, ne. In on je takrat ful veliko za nas naredil, on je bil zdraven, zelo aktivno pri klicu in Always, ki sta bila naša prva 2 komada in potem je še bedel ful nad prvo plato, pa nas je pa nekako predal Žaretu, ja. Sem je bil pa zraven tudi Igor Ilić. Ki je pa tudi producent glasbe skupine Dan D, se pravi Tako, Tokcu, ne? tako, ja, in je tu v bistvu na nek način, ne, pol, I guess, da je tu neka slovenska bandovska, ne, scena, ki se pol nekako razvije pa postav. In ja, jaz sem imel težave na začetku s tem, da sem mogoče celo preveč vplival Tokca prevzel, ampak ne, nisem tako, ker mi je pač idol in tudi, ker smo poslušali tukaj Dan D, da sem mogoče preveč tudi šel v to smer, ne, in pol v bistvu smo
tudi prek Žareta in prek tega, da smo se pol mi začeli razvijati, tudi malo bolj svoj stil še odkrili, ne. Tudi to, kad sem enkrat rekel, naj ga neham kopirati. Odlično. Tako da, ja. Kitare. Običajno je tista strast kitaristov, da kupujejo kitare. Ti igraš, že električno kitaro si do zdaj imel eno in to je GL-ov Telecaster, ki ne bom povedal, kakšna je cena, ampak je zelo kvaliteten. To je, ampak nimaš potrebe, da bi menjal kitaro. Ne, absolutno ne. Samo malo kosmata rata včasih. Malo sem je oblekel, eno oblekco sem mi dal. Ampak ja, v bistvu meni se tu malo usralo, v bistvu doktor Milič, ne, kako je Rogliču pomagal in meni pač to kitaro najdu, ne. In je bila ful pocen, v bistvu, ker se mi zdi, da tudi folk je tak... 400 evrov je bila, no bom kar povedal. Ne? Ja, največ je bila. No, s popustom je bilo okoli 400. Res? Ja. Ja, ne vem. No. V glavnem, no ja, in ne vem, jaz sem imel pol zmer ta mindset, da pač jaz raj si kupam eno dobro stvar, pa tu pač je res dobra. In je tudi to, imam osnovo hudo, pa tudi nikoli nisem bil neki full z efekti, kaj veš, ki ima milijon efektov, ne, to je bolj Tomi, ki gre v sounde, ne. In tudi isto sem ojačevalci potem kupil, ker sem pač probal jih ene par, pa ono, pa ja, pa ne, pa sem pa tega enega Orangea probal, sem brank naredil, sem rekel, kupim, to je to. Zanimivo, ja. Dobri bendi zvenijo ne samo drugače na koncertih kot na ploščah, ampak bistveno boljš. In to je opazil tudi pri vas, ne? Kaj se zgodi, ko pridete na oder, da ste tako drugačni na odru, kot na posnetku, pa tudi, da ste na vsakem koncertu nekoliko drugačni. Koncerti niso enaki koncerti. Mislim, isti komad ni enak. Vedno je malo drugačen. Saj zveni, no. Se je, absolutno je, zato ker meni se zdi, da že v osnovi je to, kar sem že prej povedal, se pravi, da smo mi tuk cajta skupaj preživeli in preigrali, pa predžemali, pa to je pač res, mi res vsi igramo muziko, ne, in mi nismo sprogramirani v te naše komade, ampak jih tudi delamo nekako tako, da dihajo. In drugače bi nam bilo prav dolgocajtno, da bi vsak koncert zvenel isto, ne, mislim, ne bi mogel tega in tudi mogoče, kar je, ne, daj pozitivna stvar, daj negativno, ker če imaš dober dan, dober koncert, je tu lahko ful boljš, ne, če imaš pa slab dan, je tu pa lahko ful slabš, ne, ampak skozi nekako tu delamo na tem, da je res ta higienski minimum vedno postavljen, ne, pa zdaj smo bili dobri, ali smo bili ful dobri, ali smo bili pa ful dobri, ne. Tu pa probamo nikoli biti ne slabi. Mislim, nikoli probamo biti ne slabi. Ja, je pa nekako tako zgleda band, ne, ti daješ nek temelj, ne, pač in z avtorstvom in tem, medtem ko so oni vsak pravzaprav v svojem svetu, različni ste se, dostop do ustvarjena glasbena ima vsak svojega kota prihaja te skupaj, ne. Rok, ne, je en poseben bobnar, ne. Ja. Harmonikaš sicer po osnovi, ne. Na začetku je bil harmonikaš, ja. In tudi Rok, ja, ima zelo specifičen stil in... Mislim, meni je bilo všeč to, ne, ki je prišel on na oder in je imel res minimalen set, ne. Komaj kaj, da je bilo pred njim, pa še tisto je bilo vse z nekimi selotejpi in to. Zvenelo pa dobro. Ja, pravijo, da bobnar manj, ko ima stvari boljše ponavadi, ne. Ja, meni je to zelo pomembno in to se tudi skozi spodbuja v našem bendu in tudi s katerimkoli mi delamo, da pač daš not svoj input, ne, si mogoče, pač sem jaz, kar se tiče avtorstva ali pa besedil predvsem, no, tle malo kao dam več, ampak sploh ni to for, mislim, for je v tem, da smo vsi, da vsi damo sebe noter in iz kjerkoli sveta in daš svojo začimbo, svoj okus, svoje igranje in nočemo biti preveč pragmatični, no. In tle se potem pozna pri glasbi, ker je muzika, ker se čudi, da smo tu ljudje, ki dajo not sebe, ki igrajo skupaj, ki je mogoče, bom rekel, metafizično v nekih momentih to, kar se zgodi, ker se sicer, ne mislim,
To so stvari, ki se ne zgodijo kar tako, ne. Lenart, ne, njegov prispevek je bil izjemen, ne, Ja. k zvoku skupine, k tej glasbi in kako se z njegovim odhodom in prihodom Dejana Slaka, Slejka, ne, tudi našega rojaka tlele, novomeškega, stopiškega, šentjernejskega, kakor gledaš, ne, kako se ustvarjanje z glasbe zdaj spreminja, kako je drugačno, ne, čeprav mislim, tudi Slejk ima izjemno širino, ne. Na začetku je bilo itak šok, ne, mislim, saj je bilo neko čudno obdobje že prej, ampak ja, potem je šel ven in najprej smo se nekako mi trije tako organsko, se pravi, malo prerazporedili, malo so funkcije, malo se je spremenil pogled na band, malo se je zgodil ta reality check, da je ono, ok, to ni večno, to je, se pravi, ne, treba delati za to, ne, treba se razvijati naprej in smo se pač vsi v bistvu ful bolj skupaj dali, ne, tudi Rok in Tomi sta ful več inputa dala not in smo prebrodili to začetno krizo dejansko s tem, da smo delali, da smo se probali imeti fajn in smo se imeli fajn in delali muziko, šli smo v Mostar v studio za 10 dni, sicer vmes smo probali tudi ful enih basistov, smo imeli na audicijah in tako naprej. In kako ste pol do Slejka prišli? Ja, Slejko smo že rekli že prej, pa je imel on tudi takrat ful še, ne, drugih, mislim, se ima še zmer, ne, ampak ni imel časa. Pa Rowdy je bil dan del. Ja, takrat ni imel časa, da bi tisto poletje potem po furo z nami špilali, tako da smo pol še enega drugega gospodiča vzeli za poletje, pa smo pa se Slejkom že dosti hitro zmenili, da pa pač, ko se mu malo odpre, da pa pač mi probamo in smo lani pol jesen z njim začeli. Se pravi, Ja, v bistvu je pa uradno ste ga pa predstavili Slekel. Slekli smo masko, je padla Zamaskiran dol, je ja. bil do takrat, ne? Ja. To smo pač, v bistvu je bila resnici dobra fora, ker smo pač folk je itak začeli spraševati, kje je Lenart in smo pol enega lika, ne, Erika, smo dali v Spidermana oblekli, pa smo pač, je folk spraševal, je nehal spraševati folk, kje je Lenart, ampak je spraševal, kdo je Spiderman, ne. Tako da smo, ampak seveda tu nismo mogli vleči v neskončnost, ne. Tako da, ja, zdaj smo po tem času, smo potem pa s Slejkom se tukaj že skonektali, se mi zdi, da je bilo ful lepo na prazniku to narediti in tudi zdaj pač delamo in fajn je in špili so super in ja. Beatli ali Rollingi? Ja, Beatli. Beatli. Se kdaj na odru počutiš kot John Lennon? Ne, kot John Lennon, ne. Mislim, ko vreščijo od spod najstnice. A ja, tako, ja. Pa kakšen modrček kdaj prileti na oder? Ja, tudi kako pride kdaj. Hodiš na koncerte? Zdaj res nisem kaj dosti hodil, ker ne, sem imel to plato smo delali in sem bil kar precej zaprt, pa tudi še druge stvari sem imel. Tako da, ampak ja, zdaj recimo na InMusic grem skoraj vsako leto, tam se zbere pol ena taka gomila bendov, ki sem jih večinoma všeč, da dobim to dozo, ampak ja, hodim rad na koncerte. Bi šli Murphy poleti v Portorož igrati na teraso? Včasih je to fino zaslužilo. Če bi bila dobra fora, definitivno. Mislim, to je dobra fora, ja. Itak, da bi šli. Tomi bi igral synthesizer, Rok bi nekaj kastanjete. Orgle recimo, Farfiso ali pa Tigrce. To bi bilo, ne? Slejk bi pa s klobukom denar poberal. No, upam, da vas bom videl v taki vlogi. Zmen se. Štras, hvala Ja, za tale čudovit pogovor Ja. in veliko dobrih špilov, klubskih in takih na big stage, dobrih plošč, dobre muzike. Najlepša hvala za povabilo.